Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji iz našega studia, kjer gostimo danes zopet posebnega gosta. To je župan občine Turnišče, Borut Horvat, ki ga lepo pozdravljamo v naši družbi. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi z moje strani vam v studiu in pa vašim gledalkam in gledalcem. Nekaj bomo povedali o občinskem prazniku, verjetno eden izmed zadnjih v Pomurju, pa vseeno, če za uvod nekako povemo malo, verjetno bo veliko razlogov za veselje, ne? Ja, vsekakor, ne. Vsi se radi veselimo rojstnim dnevom in tudi to je rojstni dan naše občine in tako da ti dogodki, ki so se dogajali nekako v preteklosti, potem jih dejansko izvabimo na plano, pa potem okrog tega, se pravi okrog 16. novembra, ko imamo mi občinski praznik, potem tudi dogajanje popestrimo, tako da za vsakega se sigurno najde kako posebno dogajanje, katerega se lahko udeleži, oziroma dogodek, katerega se lahko udeleži. No, krasno. Torej pa, gremo malo zdaj od začetka, no, vendarle ne moremo mimo neurja, ki je praktično kar veliko škodo pustilo tudi v vaši občini. Zdaj, kaj je bilo od vsega v občini najbolj poškodovano? Jaz zdaj moram povedati, da poleg stanovanjskih hiš, ki so bile neposredni bližini šole in pa nekaj stanovanjskih hiš tudi, ki so bile malo bolj oddaljeni in pokrite dejansko s pločevinasto skritino, so bile kar precej uničene in pa večinoma tudi javni objekti, se pravi najbolj od tega se pravi osnovna šola in pa vrtec. Zdaj moram povedati, da smo vse razen osnovne šole, se pravi, že sanirali, oziroma določene del se še sanira, pač zaradi samih izvajalcev, ker pač ogromno je bilo škode v Pomurju, kot tudi v naši občini dejansko tudi izvajalce pa primanjkuje. Tako da nekako pričakujemo pa sedaj v drugi polovici tega meseca, oziroma v prvi polovici, odvisno kako bo krovec prejel dejansko začasno kritino, da potem tudi saniramo ta del strehe osnovne šole, ki je dejansko sedaj samo zaščiten z paroprepustno folijo. Zdaj, kakšna je bila pravzaprav ta finančna škoda? Jaz moram povedati, da finančna škoda se razlikuje od tega, kar je pač uradno popisano. Tu sem že tudi večkrat izpostavila, da ti, bom rekel, ti obrazci in pa ti cenilni zapisniki dejansko ne odražajo dejanskih cen. Že sem parkrat tudi povedal primer, pločevina za 8 evrov kvadratni meter nikjer ne dobiš dejansko niti brez izolacije, ker tudi sedanja cena pri izbranju ponudnika je skoraj trikratnik te in škoda sama ni predstavljala sama popisna škoda, nekje je bila 400, malo čez 470 tisoč evrov v občini Turnišče. Mi pa dejansko ocenimo, da je ta škoda kar trikratnik ali pa celo, če ne štirikratnik te vrednosti. Že sama sanacija strehe osnovne šole bo verjetno v milijonih, se pravi, nekje pač ocenjujemo zdaj po prvih preliminarnih ocenah, moram povedati, da so to samo ocene, da se bo verjetno približila 1,5 milijona evrov. Se pravi, tudi če bi obstoječo streho želeli na isti način obnoviti, bi dejansko rabili obe strehi, se pravi starega in novega dela, se pravi 1100 kvadratnih metrov odkriti kompletno, pripraviti spet tiste temelje, ki bi dejansko imeli varno pritrditev, pričvrstitev te strehe in na novo potem iti s kritino oziroma z samim ostrešjem. Zdaj, intervencija je bila seveda zaključena takrat kar hitro, v nekaj dneh. Zdaj, čeprav razumem, nek časovni rok za sanacijo torej še ni določen popolnoma. Zdaj, kakšnih novih informacij ni. Glede teh intervencijskih stroškov sem tudi že večkrat poudaril, da ni primerljivo sicer naše neurje z poplavami na Koroškem oziroma v drugih regijah, ampak vseeno je bilo tam to intervencijsko območje dlje časa trajajoče. Se pravi, stroški, ki so jih lahko občine veljajo, so bili čez mesec dni oziroma mesec pa pol skoraj odprti, pri nas je to bilo 2 dni. Ne? In seveda ne moreš v 2 dneh odpraviti vseh posledic. Mi smo komaj, se pravi, sanirali z državne ceste, z lokalnih cest, se pravi, to vse, kar je odneslo se streh, da smo lahko odstranili. Mi smo še dejansko še zdaj določene stvari odstranjujemo in seveda tisto, kar smo lahko uveljavljali, smo dobili povrnjeno, to moram povedati, ampak mi še imamo poleg tega še dodatne stroške, ki pa jih žal ne bomo dobili povrnjenih. Ne. Prav tako je tisto, kar sem tudi že večkrat izpostavljal, me moti to, da dejansko nismo primerljivi z ostalimi območji. Se pravi, jaz se zavedam, da so v letošnjem letu v Republiki Sloveniji bile ogromne ujme in so povzročile ogromno škodo, ampak nekako smo pa le pričakovali bolj prožno, fleksibilno se strani države oziroma uprave za zaščito in reševanje, da nekako to intervencijsko obdobje je bilo večje, se pravi širše, in pa da nam določene informacije dajo, ker zdaj govorimo samo o poplavah, po plazovih, dejansko pa nekako ni informacij, kaj se bo zgodilo z nami, ki smo doživeli ujme. Ni samo občina Turnišče doživela ujme, ampak je kar nekaj pomurskih občin in pa nekaj slovenskih občin, ki smo doživeli ujme, ki smo imeli dejansko večjo škodo tudi na samih objektih. Torej zdaj, če prav razumem, bi želeli nekaj več od države, torej z njenim odzivom, da bi vam nekako bolj podporo neko nudili, se pravi, da bi bili tudi
Kakorkoli seveda vemo, da so bile, kot ste omenili, recimo Koroška in druga območja kar precej prizadeta, ampak kljub vsemu ste želeli oziroma upali na to, da bi bilo bolj podprto. Vsekakor ne. Že prva težava, ki jo dejansko bomo imeli sedaj, je dejansko, kako pripraviti proračun za leto 2024. Ne. Nimamo podatka, ali bo prispevala država kaj k sanaciji, se pravi večje škode, kot je zdaj objekt osnovne šole. Seveda mi pričakujemo, da bo tudi neka država prispevala k sami sanaciji, zdaj glede na to, da prispeva tudi v ostalih delih Slovenije za ostale ujme. Nekako pričakovanje moje, kot tudi občinske uprave, kot tudi občinskega sveta je, da bo tudi dejansko država pristopila. Seveda bomo nekaj mi sredstva dobili iz naslova zavarovnine, ker smo imeli vse objekte zavarovane. Ampak vseeno je škoda dosti večja kot pa na primer ta zavarovnina oziroma kot sami stroški, ki bodo potrebni, se pravi založiti strani, ki jih bomo morali založiti strani občine. Ne? No, pa zdaj malo podstimo te neljube situacije, seveda se vse skupaj razume, pa gremo torej potem do verjetno finančno enega najbolj zahtevnejših projektov v zgodovini občine, to je zagotovo prenova čistilne naprave. Zdaj, kako daleč je kaj s prenovo in koliko je pravzaprav recimo ta vredna? Je zdaj celotna vrednost nekje obnove oziroma rekonstrukcije čistilne naprave 3,2 milijona evrov, se pravi, to je tista osnovna vrednost. Zdaj mogoče bo koga zmedlo, ker smo dejansko tudi vse objavljamo te pogodbe. Dejansko dodatno smo morali še zagotoviti, se pravi, rekonstrukcijne ceste, kateri smo lahko ulice, po kateri smo vlekli dovodni kabel z električno energijo, ker se je pač izkazalo, ker tista prva varianta ne bi šla skozi in smo nekako že v rezervi pripravili, se pravi, drugo varianto. Vsekakor je to najbolj, bo rekel, največji projekt, ki je bil do sedaj peljan v občini Turnišče, kar se tudi pozna dejansko potem pri vseh drugih investicijah, dejansko pri sami konstrukciji oziroma zasnovi proračuna. Nekako je tudi ta dejansko sama rekonstrukcija tudi bila nekaj novega tudi za nas, kot tudi za same izvajalce, kot tudi za projektante. Nekako se zdaj dejansko vidi, da je najbolj negotovo, kako izvesti, ko mora dejansko delovati stara čistilna naprava in obenem se graditi nova čistilna naprava. Tudi zaradi tega se tudi nekaj rokov se dejansko podaljšuje. Moram tu poudariti, da smo ves čas mi zagotavljali čiščenje, se pravi, ves čas je delovala stara čistilna naprava in dokler nismo določenega projekta oziroma določene faze postopka zaključili, nismo niti mogli iti na drugo fazo. In tu ravno sedaj dejansko lovimo tiste roke še dodatne, da nekako potem tudi skozi te, bomo rekli, razne faze nekako pridemo do konca, se pravi, do prenove čistilne naprave v celoti. Zdaj moram povedati, da od 14.7. deluje dejansko naša čistilna naprava na novi osnovi, se pravi na tehnologiji MBBR. Sedaj še nekaj tistih manjših zadev manjka, ampak ti toliko ne vplivajo na samo tehnologijo. Zdaj, kaj bo pa prenovljena čistilna naprava omogočala za občino? Zdaj vsekakor pač upamo, da bo to boljše čiščenje, se pravi prispevek k boljšemu okolju. Tudi sama čistilna naprava pomeni dejansko priložnost za gospodarstvo, ker tudi iz 4950 populacijskih enot jo povečujemo na 6000 populacijskih enot. Seveda zavedamo se, da bo tudi potrebno spet iti korak nazaj, se pravi tudi obnoviti kanalizacijski sistem. Tudi tu smo malo dejansko računali na sredstva iz dogovora za razvoj regij. Zaenkrat pač tudi tu nimamo informacije, kako daleč so postopki, mi seveda načrte pripravljamo. In nekako potem z to novo zasnovo, s to novo tehnologijo, dejansko jaz upam, da bo 30 do 40 let dejansko brez problemov ta čistilna naprava delovala, seveda ob predpostavki, da bomo redno vzdrževali in pa servisirali. Zdaj, občini je med drugim tudi uspelo, no kar precej uspelo spremeniti tudi podobo parkirišča pri cerkvi. Kaj vse točno ste pa tam uredili? Jaz zdaj moram povedati, da smo tisto parkirišče dokončali, se pravi prvo fazo je že v prejšnjem, se pravi moja predhodnica začela graditi, potem smo jo dokončali. Nekako ravno danes imam na mizi, se pravi pogodbo se strani države, da bomo lahko tisti tudi drugi del dokončali oziroma pridobili gradbeno dovoljenje. Nekako smo tam si zamislili, se pravi nadgrajevali, se pravi to električno mobilnost, se pravi dodali smo poleg polnil za električne avtomobile tudi potem električne kolesa, nekako tudi spostavljen turistično-informacijski center, ki ravno ta teden v tem centru začne delovati Infodigi.točka, se pravi, tako da tudi v naši občini bo novost, se pravi s tem ponedeljkom, se pravi, da deluje pri nas Infodigi.točka. Nekako za osnovo je še dokončati potem ta drugi del parkirišča in pa preko plinske postaje, ki sedaj, moram vedeti, kar kazi ta del prostora, nekako tukaj zgodbo napeljati na to, da bi se predstavila naša večja podjetja, seveda, da bi tudi nudili potem nekako, ko gosti pridejo, da bi bila to vstopna točka v občino Turnišče.
Tako, če smo že ravno malo se pri tej turistični točki ustavili, kako pomemben se vam recimo zdi razvoj turizma v občini Turnišče? Kje vi vidite oziroma kje menite, da so tukaj največji potenciali? Je dejansko tisto osnova, se pravi osnova izhaja potem iz turizma, če ti privabljaš goste, da si lahko gosta določene stvari pogledal, da se gosti v občini zadržijo, potem tudi lahko razvijajo vse ostale dejavnosti. Ne. Tudi potem je to multiplikativen učinek na gospodarstvo, se pravi tudi gospodarstveniki se ponavadi potem temu prilagodijo, pač kaj gostja potrebuje, tudi če gremo že tako daleč, kmetijstvo, se pravi, da temu tudi lahko prilagodi, da ponuja lokalne proizvode, tudi namen, se pravi, tej turističnega informacijskega centra je bil ravno v tem, da smo tudi multimat, se pravi, z lokalnimi pridelki pripravili oziroma nabavili in ga sedaj dali v upravljanje, se pravi skupini Hudo Dobro, ki ga dejansko zalaga z lokalnimi dobrotami. Nekako je to tisti vstopna točka ob povezavi seveda z cerkvijo Marije v Nebozete. Se pravi, mi pač imamo cerkev Marije v Nebozete, ki jo tudi potem lahko komponiramo v samo zgodbo turistično in pa nekako vse te lokalne ponudnike poskušamo navezovati. Zdaj vemo, da je tudi občina Turnišče ena izmed teh občin, ki rada zreži tudi malo v prihodnost, pa nas med drugim tudi zanima, kaj bodo recimo prioritete razvoja v občini Turnišče v prihodnosti? Ja, vsekakor nekaj na infrastrukturnem področju, nekaj na kulturnem področju, se pravi na vsakem področju. Zdaj dva večja projekta, ki nas čakata, se pravi posledica te ujme, se pravi sanacija strehe. Upamo, da bomo kratkem pridobili oziroma da bomo vložili gradbeno dovoljenje, pa potem tudi pridobili gradbeno dovoljenje, da bomo lahko ta del zaključili. Zaradi te sanacije tudi, da mogoče malo drugi projekti stojijo, tudi mogoče to, da občanke in občani zdaj opazijo, da dejansko manj se dogaja zunaj občine oziroma zunaj same občinske uprave. In nekako največji projekt, ki ga si želimo realizirati v naslednjem obdobju, je pa Dom gasilcev kulture in športa. Zdaj ravno zaradi tega, ker pač ni dokončana čistilna naprava, nismo mogli že začeti v letošnjem letu, nekako se predvideva, da bi v tem drugem letu pa štartali s tem projektom. Seveda razširitev stanovanjskega naselja Paseke, se pravi, tu smo končno pridobili upravno dovoljenje, prvih 6 stanovanjskih objektov, se pravi, po 4 stanovanji je zgrajenih, tudi že večina vseljenih, kar nas seveda veseli. Nekako želimo si, da bi ali ta investitor ali drugi investitorji pristopili k nadaljevanju širjenja. Se pravi, tudi na stanovanjskem področju, se pravi, je še ta blok stanovanjski še v gradnji oziroma še v pridobivanju dovoljenj, tako da tudi tu upam, da se bo, pa drugače tudi, se pravi, spodbudno je pa to, da se vračajo ljudje, se pravi, v domače kraje oziroma se nam prisiljujejo dejansko in obnavljajo stare domačije. Nekako na gospodarskem področju imamo kar v igri več možnosti oziroma več načrtov gospodarstvenih, vendar zaradi različnih interesov raje ne govorim trenutno še o teh. Stoji nam ta investicija tovarne električnih avtomobilov, tu se dejansko zadeva ne premakne z mrtve točke. Zdaj dejansko skoraj reči tedensko oziroma mesečno se sestajamo z Elektro Mariborom, nekako poskušamo iskati rešitve, kako premostiti zastoj, ker je pač prišla pritožba na upravno sodišče v postopku in dejansko vse stoji. Tu bi si želeli, da se to čim prej dokončalo, da bi potem lahko dejansko investitor pridobil vsa dovoljenja in začel z gradnjo. Nekako še 2 gospodarstva, oziroma 3 so nakazali še možnosti za širitev in pa za nove načrte, ki jih planirajo v občini Turnišče, tako da se bo tudi na tem področju dogajalo. Vsekakor tudi ne bomo pozabili na naša društva, se pravi, pobirali še bomo naprej, da bodo pripravili kvalitetne prireditve, da bo ponudba v občini Turnišče, bo pa seveda odvisno od nas, občank in občanov, ali se bomo teh prireditev udeleževali in pomagali pri razvoju društev, ali pa bomo dejansko doma iz naslušnjača spremljali samo dnevne dogodke in bomo pač povedali, da nič se ne dogaja. Torej, v končni fazi, če potegnemo črto, moje naslednje vprašanje je namreč bilo ravno, kako daleč je kaj za izgradnjo doma gasilstva, pa kulture in športa, ampak očitno so te ujme in vse kakor druge posledice teh neurij kar pustile oziroma prekrižale vse te načrte, ki ste jih imeli v planu. Ja, vsekakor bo dejansko določeni projekti bodo zamaknjeni, mogoče bodo premaknjeni samo v letu 2024-2025. Nekako smo načrtovali, da bi zdaj z jesenjo, oziroma z koncem leta pričeli z rušitvijo, se pravi na tem območju in nekako potem po novem letu začeli z gradnjo. Zdaj žal zaradi sanacije strehe osnovne šole, ravno ob tem dejstvu, da ne vemo, kako bomo zaprli to finančno konstrukcijo. Se pravi, brez pomoči delnega sofinanciranja države bomo s težavo zaprli to konstrukcijo. Vkolikor bomo morali samimi sredstvi zapreti, bomo verjetno morali tudi določene načrte še druge, tudi dom gasilcev premakniti mogoče na drugo polovico leta. Nekako smo si pa dali za sedaj cilj, da vsekakor bomo poskušali začeti, se pravi, izgradnjo doma gasilcev, kulture in športa. Se vemo, da
Dejansko na vseh treh področjih imamo veliki manjko in nekako potem s tem tudi zaokrožimo to ponudbo na našem področju oziroma zagotovimo primerne prostore za razvoj dejavnosti vseh treh naštetih področjih in pa nekako potem tudi uredimo to središče, se pravi nekako vaško središče oziroma občinsko središče okrog občine in pa sedaj stavbe fitnesa in s tem tudi nekako povežemo smiselno v eno celoto. Vsekakor bo verjetno še nekaj manjših projektov izvedenih v naslednjem letu. Tudi v letošnjem letu moram povedati, da smo kar precej manjših projektov izvedli. Mogoče se toliko ne opazijo navzven, kot pa se dejansko opazijo po posameznih vaseh. Tudi nekaj preko krajevnih skupnosti, ki so se izvajale dejansko na svojem področju tiste svoje projekte, ki so pač ocenili, da so zelo potrebni za posamezno vas. Tako da bomo skozi to potem tudi še naprej poskušali tiste manjše stvari uresničevati. Odlično. Torej, počasi pa bo tudi prihodnost občine Turnišče vedno boljša, pravite? Vsekakor, pač koliko imamo sredstev na razpolago, toliko lahko vlagamo. Bolj iznajdljivi smo na določenih razpisih, se pravi, več sredstev lahko pridobimo. Sicer sedaj se nam kaže, bom rekel, en tak manjko na teh razpisih, ampak vsekakor upamo, da bo država vseeno prepoznala potrebo po tem, da se investira v občine, ker dejansko investicija v občine ne pomeni to, da pač mi to porabljamo ta sredstva, ampak mi dejansko ta sredstva potem tudi namenjamo lokalnim podjetnikom, ki preko teh manjših razpisov lahko tudi konkurirajo in izvajajo svoje dejavnosti. Za kakih večjih razpisov bodo težko se en mali podjetnik prijavil, lahko se pa na take majhne razpise prijavi več podjetnikov in potem skozi to dejansko tudi nudi. Jaz vedno tako nudi potem ne samo, da si on posišče svojo eksistenco, ampak vedno nekdo za njim stoji, se pravi delavci, ki so ponavadi prihajajo potem iz okolja. Tako. No, pa zdaj prejdimo zopet malo na lepše teme, na praznovanje občine, ki smo jo že omenili malo v uvodu. Torej, kako boste zaznamovali letošnji občinski praznik v vaši občini v Turnišču? Jaz moram povedati, da bo osrednja proslava v nedeljo, se pravi, nekako smo izbrali nedeljo, ko smo dejansko vsi prosti, da se lahko tudi te proslave udeležimo. Predtem se bodo pa seveda dogajali številni dogodki v občini Turnišče. Zdaj že tradicionalni dogodki so dejansko, ki jih pripravljata dve društvi, se pravi Društvo upokojencev Turnišče, se pravi turnir v Balini oziroma v igri z kroglo na vrvici, se pravi kegljanje s kroglo na vrvici in pa drugo takšno tradicionalno priteže občana sreda, ki ga pripravlja dejansko Slovensko društvo Štefankovač Turnišče. Letos se jim pa še pridružuje pri izvedbi tudi Društvo kmetice, pravi z kulinaričnim večerjem oziroma z prireditvijo, ki bo spominjala na nekdanje čase, se pravi, bom zdaj rekel tako malo bolj provokativno, se pravi na nekdanje koline, se pravi in pa pripravo različnih izdelkov potem iz tega dogodka. Torej, v srednjo ste omenili osrednji dogodek slovesnost bo torej v nedeljo v osnovni šoli Turnišče oziroma v telovadnici osnovne šole. Katere nagrade in priznanja pa boste podelili letos? Jaz zdaj moram povedati, da so priznanja na večjih področjih se podeljuje, se pravi občina Turnišče v osnovi podeljuje priznanja na področju občine Turnišče in pa na športnem področju, se pravi na športnem področju bodo priznanja prejeli športniki, medtem ko na področju priznanj občine Turnišče pa poznamo več, se pravi častnega občana, potem plaketo občine Turnišče, priznanja občine Turnišče, priznanja župana in pa županovo petico. Seveda županova petica je povezana z koncem osnovne šole, tako da tisto podeljujemo ponavadi potem ob koncu šolskega leta, medtem ko zdaj ostala priznanja so pa povezana potem z občinskim praznikom. Tako da v letošnjem letu bomo podelili priznanja občine Turnišče. Zdaj moram povedati, da plakete ni bilo kandidatov, ni bilo posredovanih kandidatov častnega občana, imamo tako, da ga podeljujemo ponavadi enkrat v mandatu župana, zdaj ponavadi ob koncu mandata potem se razpiše tudi ta razpis, javni razpis, da se potem lahko tudi prijavijo društvo, predlagajo koga ali pa občani predlagajo drugega občana. Ali pa tudi ni toliko vezano na občana, ampak lahko tudi pomembno pač osebnost, ki je pomembno dosti za občino Turnišče. Pa potem tudi načrtuje se letos, da se bo podelilo tudi priznanje župana. Nekako smo si zadali, da potem priznanje kot župan podeljuje tistim zaslužnim osebam, katere pač presodimo, da so v lanskem letu oziroma v preteklih letih neko dogodek oziroma neko pomembno dejanje storile za občino Turnišče. Imen pa zaenkrat, če ne bomo razkrili. Imen bomo pa razkrili potem na sami prireditvi. Za določena imena že dejansko je vpogled, ker smo jih imeli dejansko na seji občinskega sveta, se pravi priznanja občine Turnišče so na seji občinskega sveta potrjena, medtem ko športna priznanja podeljuje posebna komisija, ki jo imenujem sam kot župan. Priznanje župana pa enkrat naj bo skrivnost, kdo bo dobil priznanje župana, moram povedati, da bo pa eno res priznanje župana še podeljeno.
No, krasno. Mogoče, gospod Borut Horvat, kaj bi želeli ob koncu našega pogovora sporočiti vašim občankam in občanom in mogoče tudi gledalkam in gledalcem, ki nas spremljajo? Ja, spoštovane občanke in občani, dovolite, da vam ob občinskem prazniku, se pravi prihajajočem občinskem prazniku, čestitam in vam želim vse dobro, tako v letu 2024, kot tudi v bodoče. Upam, da bomo to zgodbo gradili še naprej in da bomo uspešno delovali za korist in dobrobit naše občine Turnišče. Gospod župan občine Turnišče, Borut Horvat, najlepša vam hvala, da ste se oglasili, malo pokramljali z nami, pa seveda uspešno vam želimo, da mine ta občinski praznik in dobro praznovanje. Ja, hvala za vaše želje in pa vam tudi uspešno delo še naprej. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, tukaj se današnja oddaja počasi zaključuje. Ostanite še vedno naprej v naši družbi. Do naslednjič pa vse dobro in nasvidenje.